Stojimo na glavnem dvorišču v Bistri, ki je bilo od nekdaj tako lepo, kot je še danes. Zgrajeno je seveda v tem lepem baročnem slogu, ki je bilo značilno za novi vek, predvsem tam za 17. pa tudi še pozneje v 18. stoletju. Za ta baročni slog in takale dvorišča v samostanih so značilne lepe arkade, ki krasijo dvorišča ponavadi. Tukaj, lejte, za mano, zraven jih imamo. To so taki odprti hodniki, ki so na dvorišču odprti z stebri, ki so med seboj povezani z loki. Te loki niso čisto pravilne polkrožne oblike, ampak so malo bolj tako razpotegnjeni, malo bolj elipsaste oblike so. To je namreč značilnost tega baročnega stila. Pomembno vprašanje za stavbne zgodovinarje tukaj v Bistri je bilo, katerega leta so bile vse te lepe stavbe pozidane. O tem govorijo sončne ure, ki jih je tukaj več ohranjenih po dvorišču, in dve od njih imata celo letnici gor ohranjeni. Najpomembnejša letnica za to dvorišče je letnica 1669. Do tistega leta naj bi bile vse te stavbe tukaj pozidane. Zakaj je bilo tudi to dvorišče tako lepo? V ta del Bistre so lahko vedno vstopali tudi zunanji obiskovalci. To so bili kakšni plemiči, donatorji, financerji Bistre, ki so podpirali samostan. Oni so vstopali ponavadi skozi zahodni vhod tukaj noter v Bistro in prva stvar, ki so jo zagledali na tem dvorišču, je bila lepa samostanska cerkev. Ta je imela veliko kulisno pročelje, ki bi danes, če bi ta cerkev še stala, bi nekoliko spominjalo na ljubljansko frančiškansko cerkev ali pa kakšno ptujsko minoritsko cerkev.